V italijanski Lombardiji so v Valtellini Valchiaveni od 12. do 21. decembra 2019 potekale 19. zimske olimpijske igre gluhih, in sicer v 6 panogah. Šahisti so tekmovali prvič. Otvoritve se je udeležilo 1187 športnikov in predstavnikov spremljevalnega osebja iz 33 držav. Slovensko zastavo je zastopala samogluha smučarka Anja Drev, dobitnica bronaste olimpijske medalje pred 4 leti v Hantiju-Mansijsku. Tokrat so jo spremljali trener Dušan Javnik, pomočnik trenerja Rok Tomažič in voditeljica slovenske olimpijske odprave Sabina Hmelina.
Anja Drev je že v mladinski konkurenci dokazala, da je specialistka za hitre discipline. Ko je pred 2 letoma na 2. svetovnem prvenstvu gluhih v avstrijskem Innerkremsu osvojila srebrno in bronasto medaljo v smuku in superveleslalomu. Smučarji so po slovesni otvoritvi tokratnih olimpijskih iger gluhih naslednji dan tekmovali na izredno zahtevni in hitri FIS progi De Borah Compagnoni, imenovani po 3-kratni olimpijski in svetovni zmagovalki. Proga se z višine okoli 2500 metrov do ciljne ravnine spusti kar do okoli 1700 metrov nadmorske višine. Na njej so se pomerili v vseh 5 disciplinah. Anja Drev je na prvi tekmi v smuku osvojila 5. mesto. Zmago si je priborila Rusinja Elena Jakovišina, druga je bila Čehinja Tereza Kmohova, na 3. mesto pa se je uvrstila Hrvatica Rea Hraski. Proga je zelo zahtevna, trda, strma, ena izmed najbolj zahtevnih do zdaj. Razmere so bile zelo težke, sneg, megla, ampak kljub temu se je Anja borila z njenim rezultatom, s 5. mestom smo zelo zadovoljni. Naj omenim, da je Anja pri drugih vratih imela manjšo nesrečo, štihnilo je v križu, ampak kljub bolečinam je zborbala do cilja. Anja Drev je bila naslednji dan po končani drugi tekmi v superkombinaciji v smuku 5., v slalomu pa 4. V skupnem seštevku je osvojila 4. mesto. Ponovno je zmagala Rusija Elena Jakovišina, druga je bila Čehinja Tereza Kmohova, tretja pa Avstrijka Melissa Kök.
tekaška proga je kot včeraj bila zelo zahtevna, medtem ko pa je slalom bil čist klasični, malo lažji, kot se za super kombinacijo spodobi. Kot sem že dejal, je včeraj imela rahel pripetljaj Anja, zagrabilo je v križu in je tudi danes čutila bolečine kljub včerajšnjemu hitremu posredovanju in pomaganju fizioterapeuta. Slovenska tekmovalka je super veleslalomsko tekmo zaradi hudih bolečin v ledvenem delu izpustila. Rezultati, lahko rečem, da nisem ravno najbolj zadovoljna, saj sem medaljo, ampak se kljub temu, da se tekla, že kar na začetku sem čutila bolečine v hrbtu in sem se mogla avtomatsko dvigniti, šele naj bi speljala proge in sem se s tem avtomatsko najedla teh sekund in sem bila na koncu vse presenečena, da sem prišla do tega predmeta. Današnjo super veleslalomsko izkušnjo zato sem se raje osredotočila na to, da si malo bolj pocelim hrbet in se osredotočila na veleslalomske in slalomske preizkušnje. Jutri imamo prost dan, tako da bomo imeli 2 dni, da probamo čim bolje pripraviti Anjo za veleslalom, ki bo pojutrišnjem in pa zadnjo tekmo slaloma. Anja Drev se je v veleslalomu v prvem teku odločno pognala naprej, vendar je morala v zadnji tretjini proge zaradi bolečin v hrbtu odstopiti. Da je Anjin nastop v slalomu zelo vprašljiv, so se zavedali vsi v odpravi. Čeprav je močno želela nastopiti, se je pred startom odločila za odstop in zaključila s tekmovanjem na olimpijskih igrah. Vsi smo malo razočarani, najbolj je seveda Anja. Glede v danih razmerah s njenim hrbtom in z njeno poškodbo ocenjujem, da so bili nastopi zelo uspešni. Prepričan sem, da zdrava bi sigurno posegla po kakšni medalji, če ne mogoče po 2. Tudi danes v slalomu je imela zelo veliko možnosti za medaljo. Kot smo že dejali, 2 smučarki sta res zelo dobri, v bistvu razred zase. Imajo že leta in leta sistematsko prilagojen program, tempiran, tekmujejo tudi v tekmovanjih, tudi v največjih tekmovanjih svičeči. Potem za njima pa so punce, ki so zelo skupaj, pomeni Avstrijke, Hrvatica, Anja, Čehinja, tako da tukaj je potem konkurenca zelo močna in Anja je imela veliko možnosti tudi v slalomu. Kot rečeno, vsi smo malo žalostni zaradi okoliščin, ki so nastale, ampak to je šport, nič ne moremo za to. Tako da jaz njene nastope ocenjujem zelo pozitivno. Borila se je do konca, zelo borbena je bila, dala je vse od sebe kljub bolečinam in izpustili smo maksimalno, kar se je dalo. Ki sem ga opravila z norveškim fizioterapeutom, je moj hrbet danes malo boljši, vendar ker gre to za stara poškodbo, oziroma kako bi rekla, ta poškodba se mi vleče že celo sezono, saj zaradi tega
natisnjenega programa, ker so olimpijske igre tako hitro, nisem imela časa in okrevala. Ko pridem domov, bom morala dati malo smučanja na stran, da popravim ta svoj hrbet. In medtem sem tudi posvetila v šoli, potem pa, ko bo hrbet v redu, pa grem naprej na smučke in bom trenirala nadalje. Tako da ne vem pa, kako dolgo bo to trajalo. Nadarjena in najboljša gluha alpska smučarka Rusinja Elena Jakovišina, ki je na olimpijskih igrah nastopila prvič, je osvojila največ medalj, in sicer 4 zlate in 1 srebrno. Pri moških je bil najboljši aktualni 3-kratni olimpijski prvak iz Hanti-Mansijska, seveda domačin Giacomo Pierbon, ki je pobral vse zlate medalje v vseh disciplinah alpskega smučanja.